Put your hands down! Put your hands up, play! It's amazing, I'm the reason everybody fired up this evening. I'm exhausted, barely breathing. 3, 2, 1, Slovenija je evropski prvak! Slovenija je najboljša v Evropi! Slovenija je pokorila košarkarsko Evropo! Vse velikane evropske košarke! So amazing. Ali imajo bronasto medaljo, bomo izvedeli čez 7 sekund. Prekršek, bravo, Slovenija! Žoga sicer za Hrvate, ni časa! Bravo! Slovenija je bron! I'm a problem that I never Tu je sedaj Načimović, strel proti praznim vratom i gol! Načimović, gol proti 1! Gol sredine igrišča, Mile Načimović! To je izjemno zabitek Načimovića! Sredine igrišča je pomagal so amazing. Vrcišča skakalnice, kako daleč, bo poletel blizu svetovnega rekorda! Ali je to nov svetovni rekord Petra Prevca in zmaga? Mislim, da se bo dogodilo tisto, o čemer smo sanjali toliko časa, 250 metrov! Nov svetovni rekord Petra Prevca! So amazing, it's amazing. Živijo, Blaž. Zdravo, Matej, kako? Dobro, rahlo prehlajen, zato upam, da ne bom ki preveč mrkal ali pa pokašljeval v tale mikrofon naslednjo urco. Ampak ja, dobro pripravljena debato, mogoče bi bilo celo fino, da bi posnela zdaj najno to debato, ki smo jo imela, oziroma ko smo malce predebatirali o temah, o katerih bo danes govorila, sem imela že eno zanimivo debato, ki bi jo lahko posnela, ampak mislim, da bi mogoče preveč ljudi užalila, tako da zaradi tega poskušam. No, ti bi jih užalil. Priznam, da sem mogoče jaz tisti, ki gre malce predaleč določenih tem, ampak ravno to je fino, da ima potem malce nasprotujoča mnenja glede določenih topih in danes bodo morda ta nasprotujoča mnenja celo potrebna, glede na to, da so se odločila, da bo končno, kot sva obljubljala in mogoče v tej priložnosti samo najprej, glede na to, da sem omenil, kaj so obljubljala v prejšnjem podcastu, se zahvaliva, oziroma se zahvalijo za vse prijazne besede, pohvale, komentarje, ki ste nam jih poslali po zasebnih kanalih in pustili na tistih javnih, pa mogoče bila samo za začetek, kje mi dva objavljava te podcaste, na katerih platformah naj jo lahko dosežejo in pustijo komentarje, še naprej, za katere so seveda zelo hvaležna in tudi tiste všečke, mogoče, če Blaž kakšno besedo o tem sam na hitro rečeš. Ja, hvala za vse komentarje, ki ste jih pustili na najnem YouTube kanalu sportinfo.si. Zahvala tudi vsem, ki ste se naročili na najin kanal in tistim, ki se še boste naročili, bi vas lepo prosila, če lahko to naredite. Traja samo sekundico. In pa seveda vsem, ki nas spremljate preko NBA Slovenija, Facebook strani, kjer tudi sva redno prisotna in debatirava z vami. Tako da hvala za vse všečke, vse objave, vse lepe besede in pa seveda všečkajte naj še naprej. Ja. Dan današnjih časih je pač všečki so valuta in s tem nam pač pomagate, da smo malce bolj opazna in da nam da še kakšen drug poslušalec preko tega najde. Zaradi tega smo seveda hvaležna za vsak všeček in vsakega dodatnega naročnika na YouTubeu ali pa Soundcloudu, ampak dovolj zdaj teženja z tem. In rekla so danes, da bo zajadrala v tiste nogometne vode končno. Tudi v zadnjem tednu je bilo seveda več kot dovolj zanimivih tem, ne samo na reprezentančnem področju, tudi na klubskem področju. Tako da danes nogomet, afera Zlatko Zahović, o tem morava kakšno besedo reči, če bo govorila o slovenskem nogometu in o aktualnih dogodkih v slovenskem nogometu. In pa seveda druga najbolj pomembna stvar, oziroma najbolj opazna, odmevna stvar pa začetek novega selektorja v, ne bomo rekli ravno novi reprezentanci, ampak nov selektor začenja nov reprezentančni ciklus z prijateljskimi tekmami in prvo so odigrali tudi pretekli teden, torej Kavčič in Avstrija, to je potem ta druga tema, ki bo danes obdelala, potem pa seveda še košarkarska reprezentanca, tudi na temo zadnjega reprezentančnega okna,
dveh tekem, ki jih je naša košarkarska reprezentanca odigrala proti Črni Gori in potem Belorusiji, nisva rekla še nobene besede, ampak tukaj se bo tudi malo navezala na problematiko FIBA, Euroliga in težavah, ki nas lahko seveda v prihodnosti čakajo, saj se kaj lahko zgodi, da če ne bo prišlo do kakšnih sprememb, da bomo v nadaljevanju kvalifikacij ostali brez povsem vseh naših nosilcev, seveda Prepelič sedaj v Real, če še kakšen drug igralec odide v evroligaško moštvo, potem ne bodo igrali v nadaljevanju kvalifikacij in to je lahko še en velik problem za našo reprezentanco in na to temo bova rekla še kakšno besedo. Torej, nogomet in košarka za ljubitelje teh dveh športov, dveh najbolj masovnih svetovnih športov, ki pa po mnenju nekaterih visokih slovenskih športnih funkcionarjev seveda nam ne prinašajo nobene slave, športniki namreč iz teh športov nam ne prinašajo nobene slave, ampak mi da se bomo posvečali tem športnikom, ki nam ne prinašajo nobene slave, oziroma naši ljubljeni Sloveniji ne prinašajo nobene slave. No, da ne bom preveč dolgovezil, namreč že zadnjica obdelala to afero, če bo potem veliko povedala. Morda samo Blaž, če začneva ta podcast, ravno ko sem že omenil najne debate, preden so začela snemati. Gledala so ravno zaključek Planice, namreč v nedeljo snemava tole epizodo in najbolj masovni slovenski športni dogodek, medijsko tudi izjemno dobro podprt, vsaj najbolj masoven v zadnjih letih. In zdaj ravno preden so začela snemati, si ti na svojem telefonu videl, da bodo zamenjali trenerja, glavnega trenerja Janusa, kreatorja, arhitekta, morda celo največjih uspehov slovenskih skokov, vsaj v zadnjih desetletjih. In si želel reči neko besedo, preden greva na nogomet in košarko, tudi o tej temi, Blaž? Ja, v bistvu, hotel sem se tudi malo navezati na nogomet, da je očitno tudi v smučarski reprezentanci oziroma skakalni reprezentanci prišlo do nekega očitno zasičanja odnosov. On je glavni trener že 7 let in tudi ko so spraševali, nekoliko sicer so po ovinkih spraševali skakalce, ali mislijo, da bi ga bilo dobro zamenjati, so bolj kot ne vsi to pritrdili. To, da iz vodstva reprezentance je že prišlo sporočilo, da bo naslednji trener slovenski trener, da se ne bodo odločili za tujca, kar je po mojem nekoliko, pa nočem nič, da je to kakorkoli podcenjevalno do slovenskih trenerjev, ampak včasih je mogoče dobro, da vpelješ še kakšno tuje znanje, neko dodatno znanje, kot recimo samo košarkarska reprezentanca s tujim znanjem prišla do tiste zlate medalje. In to je dobro tudi na splošno za šport, kajti dodatno znanje se lahko prenese tudi na te nove mlajše trenerje, ki potem lahko iz tega izluščijo neke nove stvari in se tako tudi izobražujejo, se razvijajo novi prijemi, nove tehnike. Dejansko je to pozitivno v vseh pogledih, v vseh športih, ne samo v skokih, ampak več o tem kdaj drugič, če sploh kdaj, da ne bom zdaj se zapletel v vse to, bi se raje lotila. Ja, ampak rekel si, da želiš to nekako navezati na nogomet, a potem trdiš, da tudi slovenska nogometna reprezentanca potrebuje enega tujega selektorja, tujega trenerja. A si to želel povedati? Ne vem natančno, na kaj si ciljal. Ja, v bistvu ravno na to sem želel ciljati, da sam osebno, Kavčič sicer je soliden trener, zna dati priložnost mladim. On je bil takrat v bistvu tudi selektor U21 reprezentance, tiste reprezentance, ki je bila najbližje temu, da pride na veliko tekmovanje. On je recimo tudi en izmed tistih, ki je našel Kevina Kampla. Vemo, da je to pač za slovenske razmere izjemno dober, nadarjen nogometaš. Ampak ja, osebno sem mislil, da bi dejansko bilo bolje, da bi prišel nek tuj selektor, da naj nek tujec naredi selekcijo, kajti enostavno v Sloveniji za moje pojme je tako, imamo enostavno premajhno število prebivalcev, premajhno število ljudi, ki delajo v nogometu, v vseh športih in posledično se vsi med seboj poznajo. In je težko narediti neke reze, težko je narediti neke korenite spremembe, če si vpet vse skozi v to neko enako družbo in potem poizkušaš, da se jim ne bi zameril in tako naprej. In ravno iz tega želim povedati, vprašanje je, koliko bo Kavčič sploh lahko spremenil v reprezentanci, kolikšno besedo ima, oziroma ne kolikšno besedo, verjamem, da je imel vso avtonomijo. Avtoriteto, a mogoče na to ciljaš. Ja, avtoriteto in avtonomijo, verjamem, da jo ima, vendar on je bil del strokovnega štaba že pod Srečkom Katancem in vemo, da so se že takrat začeli neki odnosi krhati. Vprašanje, koliko od tega se je preneslo.
Točno tako in sedaj, da ne bo kdo slučajno narobe razumel, treba je podpirati selektorja, treba mu je dati čas, treba mu je dati priložnost, treba je dejansko videti, kaj je sposoben narediti s temi fanti, čeprav prva tekma ni bila ravno spodbudna, ampak verjamem, da je bilo to še neko začetno tipanje, nek začetek osvajanja njegovih idej in dejansko ta tekma z Belorusijo mislim, da bi morala biti že boljša kot ta za Avstrijo, ne glede na to, da Avstrija ne paše v tis najvišji kakovostni razred, je vseeno v tem trenutku to boljša reprezentanca kot pa slovenska. Ja, o naslednji tekmi reprezentance bo malce kasneje rekla še kakšno besedo več, ampak na to bi se navezal, ker si omenil tuje selektorje dejansko, oziroma tuje trenerje. Če gledamo recimo košarkarsko reprezentanco, rokometno reprezentanco, če gledamo naše odbojkarje, v zadnjih letih, če ne celo v zgodovini teh reprezentancov največje uspehe želi ravno tuji selektorji, tuji trenerji in tako je v rokometu, tako je v odbojki in tako je seveda zdaj tudi v košarki. Tako da morda je nekaj na tem in ja, nogometna reprezentanca in seveda tudi naši skakalci bi morda potrebovali nekaj tujega znanja. In pri skakalcih bomo seveda še videli, kakšno odločitev bo sprejelo vodstvo, kdo jih bo vodil v prihodnosti ali se bodo morda odločili za kakšnega tujega strokovnjaka. Za slovensko reprezentanco pa ja, tako kot si dejal, Kavčič je selektor reprezentance in treba mu je seveda sedaj dati čas in priložnost, da dela. Slabše, kot je bilo proti Avstriji, pravzaprav ne more biti. Neko dno smo videli, upajmo, da je to tista najslabša predstava, recimo naše reprezentance pod vodstvom tega selektorja, ker namreč, če bo še slabše, potem bo pa res čas za morda še bolj ostre kritike, ker zdaj po prvi tekmi se v bistvu strinjam. Zdaj še ni morda čas za kakšne tiste res globje analize in kritike, ker problem na tej prvi tekmi je bil namreč tudi tu igranost. Vseeno je poskušal nek nov sistem upeljati Kavčič z dvema zadnjima veznima igralcema, poskuša igrati s Krhinom in Kamplom, o katerem si ti že par besed spregovoril, s katerima je dobro sodeloval, že to si tudi že omenil v mlajši selekciji v U21. Poskuša to, česar se je recimo Katanec otepal, to on sedaj poskuša vpeljati reprezentanci, to je bila sedaj šele prva tekma, na kateri je seveda ravno ta naveza delovala zelo slabo, ta yin in yang, kot je on dejal pred samo tekmo, en malce bolj defenzivno usmerjen, drugi malce bolj ofenzivno usmerjen, je deloval zelo slabo, namreč posebej, ko je Kampl izgubljal žogo, seveda takoj sledil hiter protinapad Avstrijcev, ki so morda igrali celo tako, kot bi morala igrati naša reprezentanca. Ja, pač omenjal si sistem z dvema zadnjima veznima v bistvu niti ni neka novost, to je podobno je igral že Srečko Katanec, vendar princip igre... Ni uporabljal Krhina in Kampla skupaj na tem položaju. Ja, so bile tekme, ko je tudi njiju poizkušal, vendar ne v taki vlogi, kot sta bila tako, sedaj. Tako, to je moja poanta. Kavčič je poizkušal nekoliko bolj napadalno igro, poizkušal je dejansko z neko transformacijo v napadu, da bi igrali nekako 4-3-3, kjer bi Kampl prevzel vlogo nekoliko bolj napadalnega vezista, hkrati se priključi temu tudi Kurtič, medtem ko v obrambi naj bi oba sodelovala v zaustavljanju napadov nasprotnika, vendar težava je bila v tem, da smo igrali enostavno preveč odprto. In ko igraš tako zelo odprto, kot smo igrali mi proti Avstrijcem, je potrebno po izgubljeni žogi takoj pritisniti na nasprotnika in dobiti žogo nazaj. Morda ne bo ta prava analogija, vendar podobno igra Barcelona. Oni takoj, ko izgubijo žogo, pritisnejo na nasprotnika, podobno igra recimo Manchester City, pritisnejo na nasprotnika, dobijo čim prej žogo nazaj. Pri nas tega ni bilo in potem, ko igraš odprto in nima žoge, se potem ponavadi ustvari nekje med obrambo in vezno linijo nek prostor, v katerega so Avstrijci z veseljem ukorakali in zelo hitro, s hitrimi prehodi iz obrambe v napad prebijali naše. Hkrati je potrebno povedati tudi, da bočni branilci so bili izjemno slabi na tej tekmi, slovenski seveda, puščali so preveč prostora. In Avstrijci so enostavno izkoristili to, kar smo jim mi ponudili. Cela vrsta nevarnih predložkov, ja. In se povsem strinjam s tabo, morda to, kar si omenil, Slovenija in potem seveda vlekel paralelo z Barcelono, vem, na kaj si ciljal, seveda. Ja. Ampak ravno to je ta problem. Slovenija ni Barcelona, ali lahko Slovenija sploh igra na posest žoge, ali mi sploh lahko igramo neko pas igro in prihajamo z večjo posestjo žoge do priložnosti, do gola. Namreč to je potem potekni tudi sam Birsa povedal, nekako podvomil v ta koncept.
ali mi sploh imamo dovolj nadarjene, talentirane igralce, ki so sposobni zadržati žogo in seveda potem v obrambi dovolj atletski, hitri, agresivni v obrambi, da pokrijejo potem tiste protinapade, ker to, kar sem jaz dejal, mislim, verjetno bi Slovenija morala igrati tako kot Avstrija, recimo čakati na tisto priložnost v protinapadih, igrati trdo obrambo. To je bila tista igra, ki je v preteklosti prinašala uspeh, ki je seveda obenem tudi živcirala mnoge navijače slovenske reprezentance ravno zaradi te enodimenzionalne, zaprte in ja, seveda tudi neatraktivne igre, dosti lepše gledati seveda Barcelono, ki z neko pas igro ustvarja, ampak to je bil potem ta problem, recimo v prvem polčasu smo mi poskušali tako igrati, ampak so nas Avstrijci povsem nadigrali in oni na koncu imeli precej večjo posest v prvem polčasu, v drugem se je malce bolj vzpostavilo ravnotežje, ampak taka igra se je pokazala kot povsem neučinkovita in tudi igralci nepripravljeni tako igro, seveda pa tukaj zdaj ravno tisto vprašanje, kjer se začela prva tekma Kavčiča, za uigravanje bo potrebno še veliko časa, še veliko tekem in več kot očitno je pač to ena izmed stvari, na kateri bodo morali delati, če bodo seveda želeli tako igrati. Pa tudi ena stvar, ki je ne smemo pozabiti, je, da je centralni branilski par sedaj povsem nov. Mevlja sicer je že igral ob Cesarju, ampak Cesar se bo na tekmi z Belorusijo poslovil od reprezentance in sedaj njegovo mesto zasedal Struna in tudi ta branilski par je precej neuigran. Bilo je kar nekaj situacij, ko nista dobro vedela, kje kdo stoji in pri branilskem paru je posebej pomembno, da se čutita, da vesta, kje stojita in da vesta, kdo komu prepušča prostor, kdo komu prepušča igralca in vse prevečkrat so bili Avstrijci sami v našem kazenskem prostoru, kar pa je hkrati tudi nekoliko krivda vezne linije, kajti ponavadi igralca, ki iz drugega plana prihaja v kazenski prostor, ga mora pokriti vezna linija, naše vezne linije ni bilo nikjer. In tukaj pride do vprašanja Krhina, ki je tehnično sicer soliden nogometaš, vendar njegova fizična pripravljenost je že več let velik problem. Osebno menim, da nogometaš, ki ga po 65 minutah grabijo Krči, ni nogometaš, kajti nogometaš mora biti sposoben laufa 90 minut, ne pa 65. In tukaj je že spet ta problem koncepta, sistema, ki ga želimo igrati, kako želimo prihajati do golov, ali želimo prihajati z delavci, s protinapadi, s garanjem v obrambi in potem hitrim prehodom v napad, tranzicijo, ali pa s posestjo žoge in če želiš posestjo žogo, potem rabiš te umetnike, kreatorje, igralce, ki so sposobni poteze več, ki so sposobni tudi preigrati kakšnega, navleči nase dodatnega igralca in potem podati. Ampak seveda ja, potem je pa to problem fizične pripravljenosti, mi pa kot kaže nimamo oboje, ni samo Krhin tukaj problem, recimo tudi Iličić je na drugi strani v ofenzivi celo podobna situacija, pogosto poškodovan, odličen kreator, ampak mnogi pogosto podvomijo o njegovi fizični pripravljenosti. Čeprav je fizično pripravljenost v zadnjih sezonah nekoliko dvignil, tako da je sposoben odigrati precej več minut, kot jih je odigral prej, ampak še vedno ni. Je neka sistematska težava v reprezentanci. Ja. Nekateri drugi selektorji v preteklosti, tudi Katanec je recimo gradil bolj na teh fizikacij, še posebej tisto svojo prvo selekcijo na delavcih, ki so lahko tekli kot nori, ne vemo, kaj dosti pa kakšne poteze več pa ravno niso ustvarjali, ampak ja, ljudje želijo bolj atraktivno igro, to je jasno. Tudi to je bila ena izmed tistih velikih kritik na račun Katanca, ravno ta ziheraški pristop k igri. Ja, vendar recimo ni problem. Ni nujno, da je obrambna igra tudi neatraktivna igra. Imaš primere v tujini, ko je recimo zelo hitra tranzicija, lahko izjemno atraktiven nogomet. Chelsea pod Mourinjem, ko je ta drugič prišel, je igral izjemno zanimiv nogomet. Zanimiv, si rekel atraktiven, rekel si zanimiv, jaz sem da bil zanimiv, ampak je tudi atraktiven, kaj ti bil je. Nisem to gledal kot nekatere druge klube, ampak no. Bil je zanimiv zaradi tega, ker je bil nekoliko je bil podoben košarkarski tranzicijski igri. Se pravi, branili smo se z 11 nogometaši na koncu, ko smo dobili žogo, hiter prehod, hitra tranzicija, hitri prehodi na nasprotnikovo polovico, še nasprotnik nima možnosti postaviti obrambe in na ta način kaznuješ. In če so podaje direktne, če so podaje hitre in če je prehod hiter, je tudi to zelo atraktivna igra. Ni tisto neskončno podajanje žoge okoli kazenskega prostora nasprotnika, ko se ta krčevito brani, postavi tisti tipični bunker.
ampak je tudi to lahko zelo atraktivna igra, čeprav se zdaj že ponavljam, ampak fizična pripravljenost mora biti na 100%, to je najbolj zahtevna, najbolj težavna igra, kjer moraš v obrambi igrati in potem tudi kot obrambni igralec preteči na nasprotnikovo polovico in tam že spet igrati in potem, če slučajno zgubiš žogo, že spet nazaj teči in ustvariti in to je tisto, kar je najbolj zahtevno in tega ne morejo vsi nogometaši početi. Točno tako in to je recimo, saj jaz osebno mislim, da bi mogel biti to nekakšen sistem, ki bi morala Slovenija ga igrati, čeprav spet, kot si pomenil, fizična pripravljenost. Ne igrajo naši, to je pa že tista stara rak rana, kot bi rekli, težava naših igralcev v tujih ligah, ki ne igrajo redno in niso tako dobro pripravljeni, kot pač seveda tisti, ki so v tekmovalnem pogonu. Tako, čeprav tudi to se v zadnjih letih spreminja, v bistvu lahko rečemo, da je edino ligi naši igrajo redno. Tako, edino Krhin je tisti, ki dobiva manj minut v francoski ligi, vsi ostali pa nekako redno igrajo za svoje klube, če ne v prvi postavi, pa sigurno pridajo skoraj vsako tekmo s klopi, tako da minute in igro imajo v nogah, vendar sedaj je treba to povezati. Treba je najti ustrezen sistem, ki bo ustrezal vsem igralcem. In ravno to je bil en problem Osrečnega Katanca, kajti preveč je igralce poskušal prilagoditi svojemu sistemu, kot pa sistem prilagoditi igralcem. In njegov sistem dejansko bazira na tem, da igralci jejo travo, če se lahko nekoliko bolj slikovito izrazim, in mi takšnih igralcev nimamo. Mi imamo recimo napram prejšnji njegovi reprezentanci, ko smo imeli Rudonjo, ki vemo, da je imel verjetno pljuča od konja, pa še verjetno je to zelo tako, Američani bi rekli understatement, ki je lahko tekel, šprintal 90 minut, mi imamo sedaj bolj, lahko rečemo temu narekovajih primadone, mi imamo bolj igralce, ki lahko naredijo potezo več, vendar to spet niso igralci, ki lahko naredijo tako potezo več, kot to tisti zvezdniki res svetovnega kova. Ja, ampak take igralce ponovadi potem potrebno obkrožiti z nekaj narekovaj delavci, ki potem seveda jih pokrivajo, recimo, predvsem, če so recimo to igralci, ki so bolj napadalno, ofenzivno usmerjeni in na drugi strani ne ravno najbolj atletsko sposobni, tekaško navdahnjeni in rabiš potem igralce, ki seveda njihove luknje v obrambi pokrivajo, ki njegovega igralca pokrivajo namesto njega, ker seveda ne more teči nazaj v obrambo in je treba reprezentanco graditi okoli takih igralcev. Naša reprezentanca, ja, preprosto tam, kjer smo začela, lahko morda tudi končava to reprezentančno topiko, to je bila šele prva tekma. Zdaj ne moreva biti, izpostavila so vse težave, nekatere težave seveda ne bova se preveč o Srečku in preteklih selektorjih, o katerem bi se lahko še ogromno povedala, ampak to je zdaj neka nova, vsekakor nov selektor z novim konceptom, z nekimi novimi idejami, z nekimi novimi pogledi in moramo mu dati čas, da pokaže, da poskuša na terenu pač udejaniti, uresničiti te svoje poglede, prijeme, spremembe. Bomo videli, vsekakor potrebuje vsaj kakšno leto, tudi tisti najmanj uspešni selektorji dobijo vsaj kakšno leto in predvsem tisto, kar sem jaz recimo tudi na našem Twitterju Sportinfo.si zapisal, slabše ne more biti. Poglejmo zdaj, kakšen bo napredek na naslednjih tekmah. Kako bomo igrali proti Belorusiji in potem seveda poleti na naslednjih pripravljalnih tekmah in potem v kvalifikacijskem ciklusu, kjer pa, ja, počasi naš nogomet že potrebuje tisto injekcijo uvrstitve na eno veliko prvenstvo. To za sabo potegne ne samo denar, ampak tudi dodaten interes in vse mogoče seveda zato, ja, vsi tisti, ki imamo radi nogomet, seveda upamo, da bo, verjamemo, upamo in podpiramo Kavčiča, da bomo uspelo, ker če uspe Kavčiču, uspe naši reprezentanci, ampak ja, če bo potrebno kritizirati in po slovensko pošteno, po domače pljuvati, potem bo pa tudi to naredila, ampak ja, zaenkrat mislim, da je to dovolj, ampak ko si ti že omenil Srečka in tudi jaz sem ga omenil, našega prejšnjega selektorja in se lahko zdaj naveževa pač iz Srečka na Zlatka, dva enfant terribla slovenskega nogometa, dva pola, če je želel Kavčič, kot je rekel, vzpostaviti yin and yang z Krhinom in Kamplom, je definitivno nek drug yin and yang v slovenskem nogometu z Katancem in Zlatkotom. Ja, druga stvar, o kateri so želela pač tudi malce bolj podrobno oziroma saj reči kakšno besedo, je pa seveda
Ta izpad Zlatka Zahoviča, športnega direktorja našega daleč najbolj uspešnega nogometnega kluba brez dvoma v zadnjem desetletju in glede na uspehe, pač 2-krat v Ligi prvakov, No, 2-krat samo pod vodstvom Zlatka Zahoviča v Ligi prvakov. Ja, pa še enkrat je bil potem. Enkrat prej in pa tudi 2-krat v Ligi Evropa. Tako ja, in Zlatko Zahovič seveda je kreator teh največjih uspehov. In ja, seveda tudi nekateri navijači tega kluba trdijo, da Maribor kot klub brez Zlatka Zahoviča ne more obstajati. Ponavadi so, ne vem, morda bi tako začel, v profesionalnem športu, tisti največji športniki na najvišjih nivojih, so seveda samo ljudje in ljudje smo pač, imamo različne karakterje, na različne načine komuniciramo z ljudmi, recimo imaš primere vrhunskih športnikov, ki so recimo dobri ljudje, prijazni, imaš primere vrhunskih športnikov, ki so recimo po domače povedano malo zajebani in ki imajo težke karakterje. Zdaj, ne trdim, da je Zlatko Zahovič tak, vsekakor glede na to, da ima v svojem okolju toliko prijateljev, podpornikov, ljudi, ki so pripravljeni kljub vsem res težkim izjavam in sramotnim izjavam, ki jih res, ne vem, jaz v slovenskem športu ne pomnim podobnih primerov, da bi nekdo na tako oster način napadel, ne vem, kakšnega novinarja, ali pa tudi, ne vem, druge športne delavce, govorimo o prejšnjih primerih Zlatka Zahoviča še. Ampak kljub vsemu temu ima seveda Zlatko še vedno veliko podpore in torej z nekaterimi ljudmi on komunicira očitno drugače kot z drugimi. Ima različen odnos do različnih ljudi in seveda, zdaj verjetno bi že spet njegovi podporniki rekli, nekateri si to zaslužijo, ampak mislim, da se vsi lahko strinjamo, vsak razumen človek, ki poskuša nekako objektivno se malce odmakne iz tega slovenskega prostora in poskuša objektivno pogledati, če gledamo samo reakcije tujih novinarjev na to Zlatkovo izjavo, recimo novinarjev, ki seveda nimajo nič z slovenskim prostorom, z Ljubljano, Mariborom, z temi peripetijami na tej distanci, kako strogo so obsodili in kako šokirani so bili nad takim izpadom. Potem vemo, da gre za nek unikaten primer, celo v tem našem jugoslovanskem, recimo nekdanjem jugoslovanskem prostoru, kjer imamo seveda Mamiće in podobne megalomane. In ravno to je tisto, kar mene skrbi, da Zlatko Zahovič gre v to smer, oziroma če že ni povsem neka slovenska verzija Mamića in to je seveda lahko zelo problematično, ampak Blaž, da ne bom preveč dolgovezel, ta izjava je nek unikum, mimo katerega zelo težko gre. Če smo požrli že vse prej, če smo recimo lahko na nek način razumeli tiste vse prejšnje in tudi odpustili. Bodiva realna, tudi prejšnjih nismo ravno razumeli. Tisti izpad pri Ibrahimiju, recimo izpad takrat v Zavrču, ko je imel tisto slavno izjavo, iz katere se še sedaj marsikdo dela norca, meso in ribe, ne. Ja, zadeve, ki ne bile bolj povezane z, recimo temu, maligani. Ja, dejansko so jih tudi takrat obsojali, vendar tako bom rekel, to nekako spada le, recimo temu, naredil je napako, nekoliko se je zagovoril, povedal je, kar si je mislil, ampak dosedan si kad popiješ. Tako, ja, tudi nekateri pravijo. Ja, to je rekel Ibrahimi. Ja, tako, ja. Pa bom rekel, že Ibrahimija je bilo težko prebaviti, vendar takrat je Maribor stopil na stran Zlatka Zahoviča in mislim, da bi tudi sedaj to naredil, vendar je bil enostavno medijski pritisk prevelik in tudi izjava je bila enostavno prehuda, da bi ga lahko Maribor zaščitil tako, kot ja, v tisti zadevi je bil Zlatko povsem na strani navijačev, recimo, ki so takrat seveda ozadje je bilo ravno to, da je Ibrahimi želel, da Zlatko kot direktor kluba zaščiti igralce, ker so pač tisti najbolj zagreti navijači pač prišli na trening kluba in potem, kar smo lahko prebrali v novinarskih poročilih, podelili tudi nekaj vzgojnih klofut nekim igralcem in seveda Ibrahimi je želel, da se igralce v tem primeru zaščiti, Zlatko je pa stopil takrat na stran navijačev, kar je recimo tudi v nekih razvitih nogometnih sredinah povsem nepojmljivo, da bi recimo športni direktor kluba na tak način, pač pri fizičnem nasilju stopil na stran navijačev, ampak takrat je recimo neko javno mnenje v Mariboru pač prevladalo. Tokrat pa mislim, da na to si ciljal, pa tudi mislim, da v Mariboru le redki, no? Le tisti, ki so verjetno takrat podeljevali te vzgojne klofute, verjetno je samo tisto res najbolj ortodoksno jedro, najbolj zagreti navijači, lahko rečeva. No? Pa ne samo,
Raj bom tako rekel, podpirajo namreč še vedno, ker še vedno nekateri podpirajo Zlatka v veliko tej število situaciji. jih še vedno podpira, vendar bolj želim povedati, da takrat pri zadevi Ibrahimi je bilo recimo morda 1 ali pa 2% ljudi, ki nista podpirali Zlatka Zahovića in so že takrat dejali, da bi moral oditi. Govorim za Mariborčane. V tej situaciji jih je precej več, kot jih je bilo takrat in težava, mislim, da pri Mariboru, vsaj v mišljenju navijačev, je tudi v tem, da si enostavno kluba brez Zlatka Zahovića ne znajo predstavljati. Verjamem, da je tak kreator, tak sposoben športni direktor, ki je dejansko najboljši nogometni funkcionar v Sloveniji, če odštejemo Čeferina, ki je pač predsednik Evropske nogometne zveze, ampak v Sloveniji... Ja, ampak Čeferin ima bolj politično funkcijo, ne toliko, recimo temu, klubsko vendar funkcijo, je še vedno ki se ukvarja s konkretnimi igralci, skupčevanji z igralci. Tukaj gre recimo za poznavanje nogometa. Čeferin recimo ni nogometni strokovnjak. Jaz njemu ne bi prepustil sestavljanje neke nogometne postave. On je politik, on je odvetnik, advokat, recimo temu siva eminenca v ozadju. Ampak to je drugačna kategorija funkcionarja kot Žahović. Ja, no, želel sem to v bistvu, zaradi tega sem ga omenil, da ne bi slučajno mi kdo rekel, ja, saj imamo Čeferina, ki je tudi nogometni funkcionar. Želel sem povedati, ja, ampak ni. Dejansko je, no, ampak ni. Nogometni, recimo temu nogometni športni funkcionar. Dobro, da se ne bo zapletel. V redu, velja. Daleč najbolj uspešen izmed vseh, kar jih poznamo na slovenskem prostoru in verjamem, da je težko si predstavljati Maribor brez Zahovića, kajti Zahović je v zadnjih letih postal sinonim za Maribor, ko si omenil Maribor, dejansko pred igralci si pomislil na Zahovića in zaradi tega je tudi ta izjava precej hujše narave, kot ji pripisujejo, kajti mladi, ki prihajajo na štadione, mladi, ki navijajo za Maribor, če slišijo tako komuniciranje, kaj si lahko misli? Da ti lahko nekomu prikrito groziš, pa verjamem, da to ni bil namen Zlatka Zahovića, vendar ta izjava... Jaz res ne vem, kaj je pravzaprav bil namen, ker ko sem poslušal večkrat to izjavo, mislim, drugače si jo ne da interpretirati. On je res brutalen umor novinarjevega očeta želel izkoristiti kot neko vzgojno zgodbo za tega novinarja, ko ga je vprašal, če je nezadovoljen z obiskom na stadionu ob tekmi, ob zadnjem krogu prvenstva. Zdaj, ena plat te zgodbe je recimo, zakaj nekateri še vedno tudi morda iščejo izgovore za Zlatkota, je seveda ekipa, ki je recimo rumeni športni časnik. Bodimo resni, ekipa ni recimo resen športni časnik v podobi kakšnega recimo nogometnega ringerja, kjer imaš res neke zelo podrobne analize. Ekipa je, kot sem dejal, pač nek rumeni športni časnik, kjer je včasno ta rumeni del celo bolj izpostavljen kot ta športni del. Bodimo iskreni, in tudi njihova mnenja, njihove kolumne so rade recimo malce provokativne, ne samo pri nogometu, ampak tudi pri drugih športih radi, po domače povedano, novinarji malce potrolajo. Ampak po drugi strani pa je v športu to novinarsko provociranje tudi del, mislim, izvod nekoga ni, vsaj v civiliziranem, že spet govorimo o nekih razvitih državah, na kar so se že navezala, recimo so že rekla, da če pridejo navijači na trening in fizično napadajo igralce in potem športni direktor ne zaščiti teh igralcev, tega recimo v Angliji, Nemčiji, Španiji, Franciji, Italiji preprosto je nepojmljivo, razen morda v kakšni tretji ligi, pa še to si težko predstavljati. Ko že govoriš za nepojmljive stvari, recimo tudi odziv sedaj Maribora. Poslali so tisto sporočilo za javnost, v katerem so se javno upravičili novinarju in dejali, da se ograjujejo od izjav Zlatka Zahovića. Sedaj potrebujejo že zelo dolgo časa, da se odzovejo z nekim, ni nujno potrebno, da so to sankcije, vendar da zavzamejo neko konkretno stališče v primeru Zlatko Zahović in tega enostavno nekako prelagajo. Vedno bolj dobivaš občutek, da enostavno poizkušajo nekako, da bi ves ta vihar minil in bi potem nekako probali izvesti vse skupaj nekoliko potiho in tako, vendar je bila to tako zelo odmevna stvar in o odmevnosti dogodka priča tudi kazen NZS-ja, ki je zgodovinsko visoka, kajti Zlatko Zahović sedaj pol leta ne sme upravljati nobenih
nogometnih funkcij, služb, ničesar. No, verjetno bodo sledile še pritožbe ali domnevamo, da bo sledila kakšna pritožba, bomo vedeli, kakšna bo potem odločitev nadaljnjih inštanc v okviru pač teh procesov, ki jih ima nogometna zveza. Ja, to sem se želel navezati, ko sem govoril pač o novinarjih ekipe, njihovi bolj rumeni, malce bolj proaktivni. Vse to sem želel pač nekako zaviti v nek paketek in predlagati. Vse to je res, vse to je določena specifična problematika. Midva sta že omenjala v najnih podcastih ekipo, naše športne medije nasplošno, da manjka nekih resnih analiz, nekih podrobnih analiz samih tekem, samega športa, samih igralcev, tisto, kar v svetu vidimo. Seveda je ta rumeni del tudi zanimiv. Tudi midva recimo na najnih družbenih omrežjih imava seveda kombinacijo teh rumenih vsebin, teh bolj žmohtnih zadev, kot radi rečejo Američani, oziroma angleški izraz je clickbait. Na drugi strani pa mislim, da tudi dovolj nekih resnih poglobljenih analiz in ta drugi del je recimo morda, saj za moje pojme pri ekipi precej manjka in vse to je res. Ampak vprašanje novinarja, če je Zlatko Zahovič nezadovoljen z obiskom, je povsem v teh okvirih, v tej situaciji, ko je klub v krizi. Tudi če vzameva njegovo prvo vprašanje Zlatko Zahoviču je bilo, ali je Darko Milanič še trener Maribora. Za mene osebno, po takem katastrofalnem začetku spomladanskega dela. Logično vprašanje, ki bi sledilo. Tako, in pa še to je tisto. In potem, ko se po tekmi namesto trener na novinarski konferenci pokaže športni direktor kluba, za mene osebno je to čist normalno vprašanje. Morda Zlatko ni bilo všeč način, na kakega mu je zastavil. Verjamem, da mu ni bilo, sploh zaradi tega, ker imata s tem novinarjem že odprej neko zgodovino, nista ravno v najboljših odnosih, vendar vseeno takšen izpad je prehuda zadeva. No. Sicer je Zlatko potem tekom konference poizkušal upravičiti ta svoj, recimo temu napad ali pa to izjavo je poskušal upravičiti nekak s tem vidikom, da se ti lahko zgodijo stvari, za katere nisi nič kriv, kot je recimo, da ti umorijo očeta in tako, da se tudi Mariboru dogajajo stvari, za katere niso nič krivi in da je nasplošno nimajo sreče in tako naprej, vendar malce je poskušal racionalizirati tisti spad, ki je samo videl, da je verjetno šel res predaleč. Mislim, se je mogel videti, vsak razumen človek vidi, ampak se še vedno noče upravičiti. To je pa tudi potem tista post festum, še nadaljna, razvoj zgodbe. Maribor kot klub se je upravičil za ta izpad, na drugi strani njihov športni direktor se pa ni upravičil in trdi, da se ne namerava upravičiti. In to je recimo še en problem te Zlatkove trmoglavosti. Določeni okviri neke civilizirane komunikacije morajo obstajati. To so stvari, ki so nepojmljive. Zaradi tega so bile take reakcije. Jaz sem recimo na Twitterju govoril z nekim angleškim novinarjem, ki je seveda ni takoj razumel dobro prevoda in ko sem jaz prevedel novinarju, izjavo je bil šokiran. Tako kot so bili šokirani seveda vsi ostali novinarji in preprosto preko določenih mej komunikacije se v normalnih nogometnih sredinah v razvitem svetu, kjer ljudje niso nad klubom, ne bi smelo iti. In sedaj je seveda to vprašanje, ki se pa že začela. Ali je Zlatko Zahovič nad Mariborom? Nekateri trdijo, prva stvar, ki so rekli, da brez Zlatka Zahoviča ni Maribor. Ampak jaz tega ne morem verjeti. Kaj pa ti? Jaz tudi ne morem verjeti, vendar pa verjamem, da se je Maribor znašel v zelo hudih škripcih, bomo rekli. Kajti dvomim, da je njihovo vodstvo razmišljalo v tej smeri o športnih direktorjih, o trenerjih in tako naprej. Govorimo o finančnemu direktorju, o predsedniku kluba, kajti vse te vajeti niti je imel v rokah Zlatko Zahovič. On je postavljal trenere, on je vozil igralce, dejansko športni del je bil na njem. Mamič, slovenska verzija Mamiča v vsakem pogledu. Pač. Tako, niti kluba so v njegovih rokah. Razen finančni del, ampak sodeluje s finančnim direktorjem, z njim sta konstantno v kontaktu, ampak govorim izključno za športni del, on in pa Miran Pavlin, ki je njegov pomočnik, sta bila izključno zadolžena za športni del in sedaj je izjemno težko najti vodstvo nekega novega športnega direktorja. Vprašanje je, samo to želim, ker si omenil, pač ločen finančni del, zato je neka ločena topika, v katero ne bova zdaj drezala, ampak po toliko letih in taki ugrajenosti, vcepljenosti, usajenosti v klub in okolje. Vprašanje tudi recimo, kako se je ta finančni del tukaj povezoval. Neke določene zadeve v zadje so recimo že prišle na plan, takrat ob sporu Katanec, Iličić, ko se je oglašal agent in potem takrat je tudi ekipa neka določena ozadje, čeprav ekipa seveda vedno. Težko je njih obtoževati recimo kakšnega
pristranskosti, glede na to, da radi seveda trolajo ljubljansko sredino ali pa štajersko sredino oziroma obe sredini, samo da se klika, da se prodaja in da se ustvarja neka kriza, ki se bolje. Seveda, tukaj ne gre za pristranskost, ampak tukaj pri teh vprašanjih ni bilo nič narobe in to je šlo preko vsake mere, zaradi tega tukaj verjetno se oba dva strinjava, morda če nekako povzameva celotno zadevo, da Zlatko Zahović ne bi več smel imeti uradne funkcije v slovenskem nogometnem prostoru, vsaj po mojem mnenju. Jaz mislim, da tudi ne. Že najlepši primer je, mislim, da nekje 20, morda 30 let nazaj je bil angleški selektor, pozabil sem ime, ampak je na eni izmed novinarskih konferenc, tudi ne vem, kako je sploh prišlo do tega vprašanja, in na eni izmed novinarskih konferenc je dejal, da invalidi plačujejo za grehe iz preteklosti, in preden je bilo sploh konec novinarske konference, je on že dobil sporočilo, da ni več selektor angleške reprezentance, in take stvari se zelo hitro sankcionirajo v tujini, tudi zaradi dobrega imena kluba, zaradi dobrega imena ljudi, ki so zaposleni v klubu, kajti in sponzorjev, ki dajejo denar za delovanje tega kluba. Ja, in kot si že omenil, generalni sponzor, direktor Zavarovalnice Sava je že med vrsticami nekoliko dejal, da se nagibajo v to smer, da Zahović ne bi več bil športni direktor Maribora, vendar enostavno ta zadeva sedaj, po pravici povedano, že zelo dolgo traja. Jaz mislim, da v Mariboru sedaj tuhtajo, kaj dejansko storiti. Kot sem že nekoliko načel, ta, bom rekel, finančni direktor, predsednik kluba, sta bila tako oddaljena od športnega dela, da je sedaj verjetno niti ne veste, kaj dobro storiti, koga postaviti za športnega direktorja, kaj menjati trenerja, športnega direktorja, kaj narediti. Verjamem, da so to težka vprašanja, sploh ko je nekdo toliko vpet v klub, kot je to Zlatko Zahović. In zaradi tega tudi razumem tiste navijače, ki ga zagovarjajo, ki si ne želijo, da zapusti klub, predvsem iz tega, kajti tudi sami ne vejo, si ne predstavljajo prihodnosti Maribora brez Zlatka Zahovića. Kar bo ta afera, ta izpad na koncu, kar se bo pokazalo oziroma kaj bomo izvedeli je, ali je Zlatko Zahović del tega kluba ali pa je Zlatko Zahović nad samim klubom. To se bo pokazalo pač glede na odločitev samega vodstva. Če bo namreč Zlatko Zahović samo dobil po prstih, suspendiran za določeno obdobje, tako kot recimo ga je suspendirala Nogometna zveza, in če se bo lahko po tem obdobju vrnil v moštvo in nadaljeval z delom, potem se bo izkazalo, da je Zlatko Zahović nad tem klubom. Po nekaterih poročanjih tudi znotraj kluba obstajajo neke določene struje in niso vsi tako zelo navdušeni nad Zlatkom Zahovićem, ampak njegovi uspehi so nesporni in zaradi teh uspehov ima pač tako moč, tako vpliv in zaradi teh uspehov, to je verjetno edini razlog, da ni že recimo nekdanji športni direktor Maribora. In ja, tukaj se bo tudi pokazalo, ali je Slovenija, ali je naš najbolj uspešen klub del razvitega nogometnega kluba, ali pa smo tudi v tem nogometnem smislu še vedno del Balkana, balkanskih kuhinj, balkanskih mučk. Ker pa vemo, samo poglejmo k sosedom čez mejo in Mamića, ki sem ga že večkrat omenil, en fan terible hrvaškega nogometa. Težko si predstavljam, da bi tak človek, oziroma vem, da tak človek v nekem razvitem nogometnem svetu ne bi mogel obstajati, niti delovati in bi že zdavnaj bil seveda v zaporu zaradi vseh malverzacij finančnih in vseh drugih spletk in mučk, zaradi katerih ima konec koncev težave tudi hrvaška reprezentanca in njeni najboljši igralci. In to je samo zaradi tega, ker se skozi leta tolerira neke določene izpade. In gre za to, da pač naredi nekaj, ti to toleriraš, si naslednjič dovoli več, ti to toleriraš, si naslednjič dovoliš več, ti to toleriraš in tako gre to v nedogled. Zaradi tega, če tega ne naredimo, potem potrdimo, da smo pač del divjega Balkana, kar seveda ni nič narobe, vse Balkan, bolj ko je divje, bolj je zabavno, konec koncev dolgčas nama ni. Ne nama, medijem, govorim nam, recimo nekim ljudem, ki recimo o tem govorimo, konec koncu plebsu, ljudstvu, ki se o tem pogovarja vsak dan, se to je bila topika verjetno barskih pogovorov v Ljubljani, v Mariboru, po celi Sloveniji, v nogometnih klubih, ne samo klubih, krogih, kjerkoli pač že, športnih krogih. Tako da, ja, je zelo zanimivo, ampak včasih je fino, če so neke stvari bolj ustaljene in da ni toliko zanimivo in da nimamo, da športni direktor najbolj uspešnega, največjega slovenskega kluba, najbolj uspešni športni direktor, kot si sam dejal, ne grozi novinarju na najbolj primitiven in brutalen način možno. Ker mislim, da tukaj pa lahko vsak razumen človek reče, da bolj brutalnega in primitivnega načina žalitve oziroma provociranja nekoga je, ja, jaz
jaz moram reči, če bi bil jaz v situaciji tega novinarja, se ne bi mogel zadržati. Ne vem, kako se je lahko ta novinar zadržal, ampak jaz bi se verjetno spozabil in Zahovič ne bi no. Ne bova šla v detajle. Ja. Je pa še ena stvar, ki je, moram tudi nekoliko pohvaliti Zahoviča, kar mu je uspelo, kar mislim, da je tudi po svoje nekoliko bil namen, pa ne govorim te izjave, ampak splošno te novinarske konference, to pa je, da je zaščitil ekipo pred medijskim pritiskom. Cel teden. To je, Blaž, to je preverjena taktika Mourinha in ostalih velikih svetovnih trenerjev. Bom prevzel nase, bom provociral za to, da mene novinarji. Ampak to ni to. Želim samo, ne govorim za to izjavo, govorim splošno to novinarsko konferenco in sedaj se približuje derbi. Olimpija proti Mariboru v Stožicah v soboto. Nihče ne govori o slabih predstavah Maribora, nihče se ekipe sploh ne dotakne, vsi so govorili le o Zahoviču in sedaj ima ekipa možnost, da pokaže na največji tekmi v slovenskem klubskem nogometu, ali so bili te rezultati, ki so sedaj bili v tem spomladanskem delu, 2 remija, 2 poraza in 1 zmaga, ali so bili to res samo plod nesreče, ali dejansko so bile narejene napake na pripravah. Sam osebno mislim, da je bilo to zadnje, vendar ta tekma bo dejansko pokazala vsaj približno, ali je Maribor sposoben še tekmovati za naslov prvaka, kljub temu, da Olimpija v tem trenutku izgleda precej močno. Zdi se, da je ob 10 točkah razlike prvenstvo skoraj da že vdano, vendar ta tekma bo sedaj pokazala karakter Maribora in mislim, da tudi bo pokazala, ali ima kvaliteto, da se še do konca sezone bori za naslov ali ne. Ta tekma bo res prelomna, ker namreč glede na razpored, glede na situacijo na lestvici, odigrano tekmo več Olimpije, tekmo manj Maribora in potem še tekma manj Domžal, bi v primeru poraza proti Olimpiji in potem poraza proti Celju v naslednjem krogu, recimo Domžale glede na lažji razpored, kaj kmalu lahko prehitele tudi Maribor. Seveda, na drugi strani pa zmago, Maribor se približa Olimpiji, tekma manj, še tisto tekmo dobi Olimpija, 1 zgubi in hitro spet, recimo, smo tam nekje. Veliko stvari se bo odločilo, to bo verjetno eden bolj prelomnih, zanimivih derbijev v zadnjih časih. Vsekakor vredno gleda, ampak o tem morda več, potem po samem derbiju bo kakšno besedo še rekla, ampak ja, mislim, jaz se strinjam s tabo, to je neka taktika lahko, recimo, da na tak način, tako kot Mourinho rad vedno po vsakem neuspehu reče kakšno tako stvar, da se potem samo o tem govori in seveda tudi ostali trenerji, preverjena psihološka taktika za obračanje medijev. Ampak, Blaž, morda, če zaključiva današnji podcast, zdaj še zadnjo temo, ki sva rekla, da ne bova predolga na koncu, bila sva že zdaj dovolj. Mislim, da sva dobro obdelala nogometno sfero, največjo problematiko. Če imate kakšno kritiko na to, oziroma če vam je bilo všeč to najno debatiranje, kot vedno, prosim, nama sporočite, seveda pod tem posnetkom na YouTubeu ali pa seveda na Facebook strani NBA Slovenije ali pa Nogometni prestopi, ki je tudi ena izmed strani, ki jo upravljava. Tako da ja, vse kritike so dobrodošle, če sva kje zgrešila, če sva šla kje predaleč, navijači v Olimpiji ali Maribora, seveda z veseljem bova slišala iz obeh krogov, ampak ja, kot sem dejal, vsekakor sva želela še nekaj besed povedati o naši košarkarski reprezentanci in zadnjem pravkar zaključenem tem kvalifikacijskem oknu, teh famoznih zdaj kvalifikacijskih oknih, kjer je FIBA začela na nek način kopirati FIFO, ampak seveda je sistem profesionalnih lig znotraj evropske košarke povsem drugačen kot znotraj evropskega nogometa, kjer je seveda UEFA odgovorna tudi za klubski nogomet, ne samo za reprezentančni nogomet. V FIBI znotraj košarke je pa seveda ta razcepitev sedaj med FIBO, ki je odgovorna še vedno za reprezentančna tekmovanja in se je poskušala v zadnjih letih zopet prebiti na klubski nivo, neuspešno, več ali manj neuspešno s to svojo ligo prvakov, ker namreč tisti najboljši klubi tekmujejo v Euroligi in svojih igralcev ne spuščajo na ta famozna, že omenjena kvalifikacijska okna, ker namreč takrat so tudi euroligaške tekme in Euroliga in FIBA si stojita na nasprotnih straneh. Najbolj uspešna federacija, zveza, ki zastopa najbolj uspešne evropske klube in pa seveda Mednarodna košarkarska zveza, ki je odgovorna za reprezentančna tekmovanja, delata druga proti drugi, si mečeta polena pod noge in kdo seveda nastrada, nastradajo igralci, nastradajo navijači, nastradajo pa tudi državne zveze. Ja, pa potem ne smejo pozabiti še na ligo NBA, ki pa se ne ozira ne na ene, ne na druge.
Euroliga se želi vedno bolj zgledovati ravno po ligi NBA, tudi zato recimo ta sedaj deloma zaprt format, ki mu tudi nekateri še vedno nasprotujejo, tudi o tem bi recimo lahko govorila, kakšen smisel sploh ima ta deloma zaprt format, vemo kako utežen in kako težaven način je in ja, če samo za trenutek digresijo naredim, namreč kako veliko napako in skoraj da kriminalno napako je storilo vodstvo Olimpije, ki je dovolilo, da je Olimpija izgubila tisto A licenco, evroligaško A licenco najvišjo kot eden izmed klubov, ki je takoj od samega začetka pristopil k temu tekmovanju in je takrat vodstvo pametno prepoznalo, kje je prihodnost evropske klubske košarke. In ja, Slovenija sedaj nima nobenega Žalgirisa, ki bi ga morala imeti, ampak to je seveda druga topika. Ampak ja, zdaj ta evroligaški sistem deloma zaprt, pregoj tja bo zelo težak in na ta način se zgledujejo po NBA ligi, kjer seveda klubi s tem, ko imajo sigurnost, ko vedo, da ne bodo izpadli iz tekmovanja, lahko sponzorje prepričajo v neko dolgoročno naložbo, ker namreč, če ti imaš možnost, da naslednjo leto, recimo še posebej v tem našem ex-jugoslovanskem prostoru je preboj izjemno težak, si posebej ob recimo takih, ja, pa ne zamerijo kakšni navijači Crvene zvezde, ampak na pol mafijskih klubih, kot je recimo sedanja Crvena zvezda košarkarska, vemo kakšno malverzacijo so si privoščili z FNP klubom, kjer so preprosto prevzeli njihovo licenco in dolgove je pa FNP prevzel. Nekaj res, kar je povsem nepojmljivo že spet v razvitem civiliziranem svetu in kar si recimo že pri nas ne moremo. Danes je to tudi ena izmed tem, na katero se ves čas navizujeva, nek razvit športni svet, kjer so neka določena pravila igre, po katerih morajo vsi igrati in merila, preko katerih se ne sme, se ne da in ki pa se v našem prostoru recimo v določenih okvirih še kršijo, ampak v košarki ne. Če bi Olimpija lahko ravnala tako, kot je ravnala Crvena zvezda s tem FNP-jem, potem bi se tudi oni, zavemo, 15-letna sanacija kluba ali še dalj časa že traja to povračilo stroškov, ki so bili precej manjši kot recimo od Crvene zvezde. To je tisto in Olimpija zdaj tekmuje v prostoru z klubom, ki lahko deluje na tak, recimo nepojmljiv, nezakonit način celo pri nas bi bilo to nezakonito, oni pod istimi pogoji tekmujejo s takim klubom in seveda proti takemu klubu ti nikoli nič ne moreš. In seveda to, kar jaz zdaj govorim, seveda tudi vsi navijači Partizana v Srbiji ponavljajo v en glas, da je. Ja, ampak da se vrneva nazaj v reprezentančne okvire, da ne bova že spet zajadrala v te klubske vode, ampak morala sva se sem podati ravno zaradi teh težav, ker pač klubi so zdaj težava pri teh reprezentancah in tisto, kar sem na začetku že omenil, novi klubi naših najboljših igralcev bo seveda težava tudi v nadaljevanju kvalifikacij. Mnogi trdijo, Blaž, da so te kvalifikacije povsem neregularne. To je rekel recimo naš selektor, to je rekel konec koncev tudi srbski selektor, to je kar nekaj selektorjev, legendarnih, nekdanjih ex-jugoslovanskih trenerjev, hrvaških, srbskih trenerjev že povedalo, da te kvalifikacije so problem. Nekaterim, morda kot recimo Tanjević, so bolj na strani FIBE, tudi tukaj nimajo vsi različnih pogledov, ampak vsi se strinjajo, da za košarko ni dobro, da ne igrajo najboljši igralci. In to najbolj vpliva na manjše reprezentance. Španija ima seveda dovolj veliko selekcijo. In to je pa naš generalni sekretar Rašo Nesterović povedal, ko bo začelo to na Špance vplivati, bojo tudi oni pritisnili na FIBO. Zaenkrat te večje reprezentance seveda lahko sestavijo konkurenčne ekipe z dovolj velikim naborom, tudi s tistimi drugimi igralci iz ostalih klubov, ker seveda igrajo v njihovih najboljših ligah, ki so dosti močnejše kot naša. Mi pa preprosto ne moremo in kako bo zdaj v nadaljevanju kvalifikacij. Klemen Prepelič po poročanju, čeprav sam je to recimo zanikal, ampak recimo temu, da morda celo mora sedaj zanikati še, ker je še vedno pod pogodbo z drugim klubom, ampak vse kaže, da bo prestopil v Real, če ne v Real, bo pa zagotovo, mislim, tudi če slučajno, pod kakšnimi pogoji se ne zgodi, rekel je recimo sam, da se pogovarja tudi z Makabijem, to je še en evroligaški klub. Mislim, da lahko z gotovostjo trdimo, da bo naslednjo sezono igral v Evroligi, ampak ne samo on, tudi recimo Blažič, med 5 najboljšimi strelci španske lige, po vsej verjetnosti, če bo nadaljeval tako, tudi za njim je odlična sezona in tudi on se lahko preseli v kakšen evroligaški klub. Čančar se je recimo že preselil v Španijo, sicer ne v evroligaški klub, ampak tudi tukaj nikoli ne veš, recimo lahko pride do kakšnih sprem in seveda tudi Vidmar. Vidmar je že imel letos ponudbo Reala, ampak ga njegov klub ni spustil, nikoli ne veš. Na koncu se lahko zgodi recimo, da naša reprezentanca nadaljuje kvalifikacije brez Blažiča, Prepeliča, Vidmarja, no ja, pa rečemo za dobro mero še Čančara. S kom bomo pol igrali? Ravno to se je pokazalo, sedaj naša reprezentanca nima še te globine. Določeni igralci ne morejo prevzeti vlog nosilcev, lahko igrajo kot roleplayerji, ampak v tej konkurenci, predvsem tekma proti Belorusiji je to pokazala,
tudi tekma proti Črni Gori v določeni meri, ker namreč naš selektor je daleč največ minut igral, skoraj da celo tekmo s 5, 6, 6 igralcev je rotiral, ker jih več preprosto nima in ker smo mi izgubljali, ko potem gledaš plus minus, ko so tisti igralci vodili igre, recimo. To je res velik problem. Jaz si sploh ne morem predstavljati, da še teh 3 igralcev ali pa 4 recimo ne bi bilo. Že spomni se, takoj ko so se začele kvalifikacije, ko ni bilo Dončića in ni bilo Dragića, pa tudi, res, da tudi ni bilo Murića, ampak dejansko to so bili recimo 3 igralci proti Španiji na koncu, glede na potek tekme, niti ni bil tako zelo hud poraz, ampak še vedno imeli smo precej velike težave. Imamo težave na položaju organizatorja igre, imamo težave na visokih pozicijah, imamo težave na krilu, posod imamo težave. No, zaenkrat večje recimo na položaju organizatorja v teh kvalifikacijah, konkretno recimo se je ravno pokazalo to, ker vsi naši najboljši organizatorji ne morejo igrati, seveda Goran Dragić v NBA ligi, ampak potem tudi Nikolić v Nemčiji v Euroligi igra in zato ne more nastopati v teh in on bi bil zagotovo bi bil prvi organizator recimo v teh kvalifikacijah, če bi lahko igral, tako da naša 2 oziroma 3, če vzamemo še Dončića, ki je pa na Eurobasketu, prav on nekje bil tisti drugi organizator, sicer tudi Nikolić je bil v tisti redni rotaciji, ampak predvsem za tiste recimo obrambne naloge na položaju 1, organizacija napade pa več ali manj Dončić prevzema. In ja, recimo, naši 3 najboljši organizatorji pravzaprav manjkajo, tako da igramo z 4., 5. organizatorjem, recimo Rupnik sploh ni bil na Eurobasketu in on in Rebec si pač zdaj delita te naloge organizatorja, oba ravno v obrambi zelo slaba. Pravzaprav, če se tej reprezentanci poleti ne pridružijo še recimo Randolph in Dončić, bomo težko računali recimo doma na zmago proti Španiji. Ampak Luka bo odšel na draft in draft se bo odvijal ravno kakšen teden pred samimi kvalifikacijskimi tekmami in jaz preprosto dvomim, da po draftu, da ga bo moštvo, ki ga bo izbralo recimo 1., 2., morda 3. v najslabšem primeru, kot zaenkrat kaže, da bo takega igralca takoj potem, ko ga bo izbralo, poslalo oziroma dovolilo mu, da odide v Slovenijo, nato se pa vrne takoj v Ameriko, kjer bo pa seveda takoj potem igral poletno ligo. Ta se začne pa pravzaprav čisto možno je, da bo kakšna tekma že potekala takrat, ko se bo odvijal ta kvalifikacijski turnir. Mislim, da ni realno pričakovati, da bodo Luko spustili. Še nikogar nikoli niso od teh visokih pikov in to bi se vsekakor zgodilo prvič in jaz v to preprosto ne verjamem. Zato gotovo brez Dončića in sedaj vprašanje še, če bo prišel Randolph. Randolph v končni fazi nima nobene, recimo temu narekovajih pripadnosti, da bi ga nekaj gnalo, da pride igrati za Slovenijo. Lahko enostavno reče, imel sem težko sezono, imel je veliko poškodb in želim jih zaceliti. In enostavno potem ostanemo brez lepega števila nosilcev in s kom bomo potem igrali. Ja, v primeru Randolpha sploh ne gre recimo za neke iz zraka potegnjene iz gore, dejansko je imel letos izjemno veliko težav s poškodbami in začel sezono izjemno, bil z Luko skupaj najboljši igralec Reala, morda tiste prve tekme celo najboljši igralec Reala, potem pa 2 poškodbi rame, izpah rame celo in dolga odsotnost, in šele sedaj se počasi zopet vrača in uigrava in težko računati, mislim, da bo tak igralec, ki ima toliko težav s poškodbami, sedaj prišel riskirati še eno poškodbo letos poleti. Hkrati pa ne smemo pozabiti tudi tega, da je njegova želja, da bi se letos poleti vrnil nazaj v ligo NBA. Tudi to je opcija in tudi preprosto, to, kar si samo omenil, s kom bomo igrali, sam Bog ve. In tukaj se pokaže ta težava, o kateri so midva že govorila v enih prejšnjih podcastih in to je tem, kako smo mi dejansko uničili slovensko ligo in sedaj nismo vlagali v mlade košarkarje in sedaj imamo to, kar imamo. Mislim, imamo dobre igralce v Euroligi, imamo to, kar imamo, dobro je, da imamo igralce v Euroligi. In nimamo svojega kluba v Euroligi, ki bi lahko svojim igralcem, recimo primer Turčije v teh kvalifikacijskih oknih, primer Efesa, kjer sta igrala Murić in seveda potem se je pridružil še Zoran Dragić, vendar v tistem prvem kvalifikacijskem oknu, ko sta bila še oba v Efesu, ni klub spustil nobenega, svoje turške igralce so pa spustili v turško reprezentanco. To je ta absurdna, skrajno nepravična situacija, da ne govorimo potem seveda, ko že govoriva o kvalifikacijah, teh skrajno čudnih skupinah tudi. Mislim, že same skupine so sestavljene tako, da se človek za glavo prime. Kako je lahko recimo ob skupini, kot je recimo naša, kjer je Španija, Slovenija, Črna Gora, ki je tudi dobra in resna reprezentanca, pravzaprav 3 udeleženke Evropskega prvenstva, zadnjega Evropskega prvenstva, potem imaš pa recimo skupino, kot je Češka
Islandija, Finska in pa Bolgarija. In ta skupina se recimo potem križa z skupino, kjer je Francija, Rusija, Črna Gora in Belgija. Ne Črna Gora, Bosna. Francija, Rusija, Bosna in Belgija. Mi v naši skupini, Španija, Slovenija, Črna Gora in Belorusija, se pa križamo z Ukrajino, Turčijo, Latvijo in Švedsko. Se pravi, Turčija in Latvija, mislim... Se pravi, pomeni, da se bo lahko zgodi, da bo recimo, če gledamo Španijo, Slovenijo, Latvijo, da se bo eden, in tudi Turčijo, da se bo od svetovnega prvenstva poslovil eden izmed četrtfinalistov Evropskega prvenstva. Preprosto, neumno, po ne vem kakšnih kriterijih sestavljene skupine, na drugi strani nepravični kriteriji pri igralcih, ki igrajo za reprezentance. Omenil sem primer turške Efesa, ki je pustil svoje igralce v turško reprezentanco, naših igralcev pa ni pustil. In s tem smo bili mi recimo prikrajšani proti nasprotniku, s katerim se bomo križali v nadaljevanju kvalifikacij. To je pa že ta dodatni absurd. To resna organizacija si takih napak, takih prepustov, takih spregledov preprosto ne bi smela dovoliti. In to je res situacija, v kateri se lahko zgodi, ja, kot so omenila, kot so dejala, in morda, če tukaj tudi recimo to najno jamranje zaključiva, ker ne vemo, s kom bomo igrali poleti. Če se Blažič, Prepelič in Vidmar, morda še Čančar odločijo, potem bomo igrali z fanti slovenske lige, ki preprosto še niso pripravljeni za ta nivo košarke. In vprašanje, če sploh kdaj bojo. Ja. Dobro je recimo, da se kalijo ob tistih bolj izkušenih, da dobivajo priložnosti, da se borijo za svoje minute ob tistih bolj izkušenih, ampak nosilci pa nikakor. To pa preprosto je jasno, da v tem primeru se pa lahko že poslovimo od nastopa na svetovnem prvenstvu. In to v bistvu sploh ne bi bilo tako veliko presenečenje, da evropski prvak ne bi prišel na svetovno prvenstvo. Seveda ne bi bilo presenečenje, ker evropski prvak igra praktično brez vseh igralcev, ki so temu evropskemu prvaku priborili naslov evropskih prvakov. Igra z drugačno reprezentanco, to ni ista reprezentanca in tukaj ni nobenega presenečenja in preprosto težava, za katero ne vemo, kako se bo z njo soočila Mednarodna košarkarska zveza, kako se bodo tudi recimo same državne zveze. Nekaj pozivov je že bilo recimo srbskega selektorja k temu, da se združijo recimo zveze Srbska, nekdanje Jugoslavije, potem se poveže recimo s Grško, Turško, ostalimi zvezami in da se preprosto zveze postavijo napram FIBA in rečejo, to ne gre in da se morda celo odločijo za stavko. Celo taki predlogi so že padli. Ampak zdaj vprašanje, kako bi se to naprej peljalo, ampak če bi se seveda vse zveze odločile, da ne bodo njihove reprezentance, dokler se ne spremeni tega sistema, delovale kvalifikacij, potem bi seveda se moralo nekaj spremeniti, ker kdo bo pa potem nastopal, ne vem. Bosta v finalu svetovnega prvenstva, ne vem, Azerbejdžan in Kongo, mislim. Dejansko ne veš koga, glede na to, da bo v Aziji, morda bodo domačini Kitajci tam notri in po finalu pa Azerbejdžan in Kongo za finale, tako da preprosto ne vemo, kam to vodi. Sej Kongo, če bi igral, Ibaka ima pravico nastopa za Kongo. Ne vem, zakaj sem se ravno Konga spomnil, glede na to, da imajo, Bijomba še v NBA ligi, Mudijeja, tudi on je iz Konga in seveda legendarni Dikembe Mutombo je bil tudi iz Konga, tako da, ne vem, kakšna druga no-name oziroma nam nepoznana afriška ali južnoameriška država ali pa morda azijska, kaj pa veš, morda bo pa jugovzhodna azijska država. Turkmenistan in Azerbejdžan v polfinalu, zakaj pa ne. V tem primeru bi se morda potem recimo Mednarodna košarkarska zveza spametovala oziroma... ampak to so težave, ki so že zgodovinsko gledano problematične. Samo poglej, nogomet ima povsem drugačno ureditev, tam nobena zveza ni nad svetovno organizacijo, medtem ko tukaj lahko gladko rečemo, da je NBA daleč pred FIBO in če se v NBA-ju nekaj odločijo, sicer govorijo zelo spoštljivo o FIBI, sicer govorijo, bomo spoštovali in tako naprej. Ampak... olimpijska medalja vendarle še nekaj tudi Američanom pomeni in to je edini razlog, recimo, da še obstaja neko določeno sodelovanje, ker pač olimpijski turnir pa je košarkarski v domeni FIBE in zaradi tega je to tista karta, ki jo še, zadnja karta, pravzaprav, poleg seveda ostalih reprezentančnih tekmovanj. O tem bi lahko seveda govorila še ogromno, ampak Blaža bo počasi za... Mogoče bi lahko omenila samo še tisto neko spreminjanje pravil pri FIBI v te kvalifikacije, ko se je šele sedaj izvedelo, da štejejo tudi tekme proti tistim tekmovalcem, tistim ekipam, katere bodo izpadle, se bodo štele točke tudi v naslednjem tekmovanju. To se ni izvedelo.
vedelo šele zdaj. Nekatere zveze so to vedele že prej, naša in nekatere druge so pa mislile drugače in so šele pred drugo tekmo proti Belorusiji za slovensko reprezentanco poslale povpraševanje na vodstvo FIBE, ali bodo štele prav vse tekme v tem prvem krogu in dobili so odgovor, da bodo. Oni so pa poslali domov že Vidmarja in seveda potem proti Belorusiji je bil ravno problem Vidmar, obramba pod košem, neobstoječa obramba pod košem. Slovenija razen Vidmarja, to se je pokazalo, vse to se je vedelo že prej, da Dimec preprosto ni sposoben prevzeti vloge prvega centra reprezentance, ki lahko resno računa na preboj na svetovno prvenstvo. Tega še nismo videli in to je pokazala tudi tekma proti Belorusiji konec koncev. Zaenkrat se še nismo dogovorili za temo naslednjega podcasta, naslednji teden. Počasi bo čas seveda, da obdelava moštva, ki bodo nastopila v končnici NBA lige. Konec koncev je NBA tista stvar, s katero so tudi začele, zaradi tega ta podcast ne bo izostal. Ampak tudi derbi, potem seveda naslednji vikend Olimpija, Maribor, o tem morda kakšno besedo. Sodba Maribora glede Zahoviča, o katerem so danes govorili, tudi to bo seveda tema za naslednjič, slovenska klubska scena, ne vem. Da ne bomo naslednjič. To sta dve temi, o katerih se bova seveda tudi še sporekla, če bo treba, ali pa predebatirala. Kot so dejala, vse kritike, pohvale, karkoli, komentarji, dobrodošli, pustite nam jih, poskušala bo biti boljša v prihodnosti, krajša, daljša, bolj pametna ali bolj neumna, ne glede na to. Mislim, da si jo vse povedal, tako da mislim, da lahko tudi zaključiva na tej točki. Upam, da niso bila predolga, komentarji, pohvale, kritike, vse dobrodošlo. Vam pa želim seveda čim lepši teden, upam, da končno malce sončka vsem nam in malce toplote, zime je dovolj, beži zima. In pa tistim, ki boste praznovali vesele praznike naslednji teden. Tako, in vikend in adijo. Živijo. Put your hands down! Put your head up, play!